Dobrodošli v podkastu Inspiracija, v podkastu za dušo, ki vam prinaša obilje navdihujočih vsebin. Uživajte v poslušanju. Če se najprej za začetek osredotočim bolj na ženski del populacije. Ženske se mi zdi, smo pogosto označene za pretirano čustvene, preveč občutljive, manipulativne, komplicirane, ranljive. Kot bi bila ranljivost neka šibkost ali pa hiba, ki se je potrebno znebiti. Pa naj vas že na začetku vprašam, kaj pa če je ravno ranljivost tista, zaradi katere je ženska res ženska z veliko začetnico? Kaj pa če je kompliciranje v resnici odraz globoke skrbi? Kaj pa če je ranljivost v resnici naša moč? Kaj pa če manipuliramo zato, ker bežimo pred svojimi resničnimi občutki, saj se bojimo njihove moči transformacije? Kaj je torej v resnici ranljivost? Kako v ranljivosti najti notranjo moč? Kdaj je ranljivost oziroma občutljivost lahko toksična? Kako ranljivost uporabiti za poglobitev medosebnih odnosov? Poglobite se malo v ta vprašanja in presenečeni boste nad odgovori, ki jih boste dobili. Če pogledam sebe, odkar sem postala mama, se mi spomini pogosto vračajo v otroštvo, kar je v bistvu naraven proces vsake mame, vsakega starša pravzaprav. Zdi se ti, da postaneš nekoliko bolj ranljiva. Odpirajo se lepi spomini, pa tudi tisti, ki so pustili rane, ki še danes privrejo na plan, ker niso v celoti zaceljene. In ko zavestno doživljaš starševstvo, je to izjemna priložnost, da ob otroku zdraviš te rane. Včasih se nam zdi, da otroci pritiskajo na vse možne tipke v nas, ki v nas sprožijo reakcijo. V resnici pa oni samo so to, kar so. Na nas pa je, da ozaveščamo svoje rane, zato da se na otroka potem bolj zrelo in zavestno odzivamo. Kar sem sama ugotovila, je to, kako se že od malih nog zatira ranljivost otrok. Kar se začne z nedolžnimi izjavami, kot so: pa daj ne jokaj, saj ni tako hudo, jok je za šibke, ne jokaj, pst, ponavadi rečemo, ko otrok v javnosti zajoka. Tudi sama se dostikrat zavem, kako iz mene privre ta reakcija, ko slišim svojega otroka jokati, ker to mama seveda ne rada sliši, pa vendar je to nujen del izražanja pri otroku, učenja o čustvih. Ko smo se recimo razjezili ali pa ko se otrok razjezi, imamo v sebi tisto reakcijo: ja, kdo pa misliš, da si, da se boš jezil name, ne? Ti malo bitje. Enostavno ne prenesemo njihovih ranljivih reakcij, ker pritisnejo na našo ranljivost. Oni so v bistvu samo odraz našega notranjega dogajanja. In seveda, potem je lažje zlomiti otroka in ga pripraviti do tega, da potlači svoje ranljiva čustva, ker se jih ne spodobi kazati. Pa kaj bodo sosedi rekli, se sprašujemo, podvomimo o svoji vzgoji, vzamemo osebno, kar otrok izraža. In tako otrok v bistvu odrašča z nezaupanjem vase oziroma z občutkom, da je vreden in dovolj dober samo takrat, ko je priden, rečemo radi, ne? Priden si, ko se lepo obnašaš. Vsa ostala čustva, ki so prav tako naravna, ampak žal še vedno označena za negativna in s tem nezaželena, pa ostajajo potlačena in se sprevržajo v skrajnem primeru v agresijo in nasilje. Seveda na tem mestu ne govorim o odsotnosti meja. Seveda ne dovolimo otroku, da počne vse, kar se mu zljubi. Gre za to, da mu dovolimo izraziti frustracijo, ker le tako se lahko otrok uči o čustvih in se tudi nauči upravljati z njimi. Žalostno je, kako smo bili naučeni potlačiti svoje čustva. Zato še danes večina joka za zaprtimi vrati, ko nihče ne gleda. Ali pa se vgradi s trdnim zidom navidezne moči in potlači vso žalost ali pa jezo, ki pa se potem seveda zrcali na drugačne načine, bodisi preko različnih odvisnosti, bodisi preko bolj eksplicitnega nasilja, zlorab takšnih in drugačnih. Če se dotaknem jeze, punčkam nam je bilo v otroštvu bolj dovoljeno mogoče jokati kot fantkom, smo bile pa običajno prikrajšane za jezo. Punčke se pa ja ne jezijo, punčka, ki se jezi, je grda in podobno. Tudi sama priznam, da imam še danes zaradi tega težave z zdravim izražanjem jeze. Tlačimo, dokler ne eskalira v napačni situaciji in na napačen način,
ki mnogo bolj prizadene kot zavestno doživljanje jeze, za katero sprejmeš zdravo odgovornost in je ne projiciraš in mečeš na druge. Kako torej obvladati ta čustva, ki nas prevzamejo v različnih situacijah, v medosebnih odnosih ali ko recimo vidimo, kaj se dogaja v svetu? Jeza je lahko zdrav pokazatelj, da je nekdo prekoračil naše meje. Seveda čutimo jezo, ko nekdo prekorači meje. Bistveno pa je, kaj takrat s to jezo naredimo. Ali samo nezavedno reagiramo in vso vržemo na človeka, ki jo je sprožil v nas, ali si jo dovolimo čutiti, zavestno, jo sprejeti kot svojo in jo transformirati, spustiti. Če pogledate delovanje otroka, če mu pustimo zdravo izražati jezo in seveda tudi druge občutke, običajno ne traja dolgo. Mogoče kakšno minuto ali dve, in včasih se čudim, kako otrok hitro preklopi na svoje naravno stanje radosti. Seveda, če mu zdravo stojimo ob strani, če ostanemo v miru ob njem. Enako je z našimi občutki. Pridejo in gredo, kot valovi v razburkanem morju. V globini je morje še vedno mirno, spokojno, tako kot v nas, v našem bistvu. V globini je duša spokojna, mirna. Čustva nas razburkajo, da se učimo o obstoju na zemlji, o odnosih, o sebi, o tem, kaj nam odgovarja, kaj ne, kdaj boli, kako boli, kdaj gremo predaleč, kdaj so šli drugi predaleč. Skratka, dokler občutke doživljamo zavestno, se jih zavedamo in dovolimo, da se iz njih učimo in ob tem ostajamo v svojem miru, je tako imenovana ranljivost oziroma občutljivost nekaj čudovitega. Bogati nas. In zakaj si je tako težko priznati in občutiti svoje občutke? Ker nas ni nihče naučil, kako jih sprocesirati, transformirati v še večji mir, v še večjo moč in globino doživljanja. A zdaj se tega lahko naučimo. Imamo to znanje, imamo to moč. Naučimo tega najprej sebe in nato druge, predvsem pa svoje otroke, da jih sprejemamo vsem, kar so, v vseh občutenjih, da se bodo čutili vredne, priznane, dovolj dobre tudi takrat, ko bo v njih divjal vihar čustev. To je naša najpomembnejša naloga. V nasprotnem primeru postanemo sužnji svojim lastnim občutkom in se ranljivost lahko hitro spremeni v manipulacijo, agresijo, izsiljevanje in vse ostale toksične energije, ki uničujejo v prvi vrsti nas in naš osebni mir in seveda posledično vse okoli sebe. Zato še enkrat, dovolite si izraziti svojo ranljivost, svoje najglobje občutke v prvi vrsti s seboj in nato s tistimi, ki jim zaupate. Duša vam bo hvaležna zaradi svobode, ki jo izražanje ranljivosti prinaša. Poslušali ste podcast Inspiracija.